O, sine, kak se mene da tebe ob 6 zjutraj pelet, ampak, zate vse. Aro, ne mi spat, zbud se, vrtec je treba, greva, mudi se mi, oči mora iti naprej. Jo, ta mladina, sem spal, bi pa ben nič delal. Jo, sem še zaspan, ker sozijo se mi oči. Dajmo, malo hitrej, oči mora iti. Sine, hčerka, karkoli že si. Glej ga, no, spet je nazaj zaspal, pa co ni res. A si ti v redu? Dej poglej me. Dobar je. Ej, glej, da boš preden v vrtcu, ne ga sred, pa če te bo kakšen štrapciral, pa tako ga lahko žgaš. Bom jaz podpisal, ni problema. Ajde, greva, sine. Sine moj, bodi priden. Evo, tršica, mejte ga, čuvajte, jaz priden, ke pridem. Hvala lepa. Evo, sine je šel, zdaj si pa fotri prvoščmo, tako ke se zagre. Tole bo pa za dušo. Arrivederci. Bau! Ja, neki novički sem prebral, nisem zdaj novinar, ampak lahko si ga malo gledamo, ne. In kar sem prebral, so se novinarji veliko spraševali, a bi BMW sploh lahko izbral boljši timing za lansiranje BMW M3 karavana, kakor je zdaj. Ker kmalu se bomo vsi vozili maštrom, konec koncev je to morda edina šansa, da sploh v serijski obliki luč tega sveta pogleda M3 karavan. Mogoče se je tudi brez veze spraševati, zakaj je BMW sploh naredil M3 karavana. Dajmo se raje vprašati, kaj hudiča so čakali. Fuck! Odkar BMW dela M3, še nikoli niso lansirali karavanske izvedbeke. In zdaj smo ga končno dobili. In to ob 50. obletnici BMW-jevega E-modelka. To je bilo lansko leto. Evo ga, majster bo zdaj prišel, mu bomo malo razkazali avto. Ne veš kva, z avtom smo se pripeljali, če bi slučajno ga bilo treba vam povleči. Da mu pomagamo, ne, si zato smo tle. V bistvu lahko tudi mi kaj naložimo zadaj eno prikolico, zapnemo pa gremo, ne, si se hecam. Nima kluke, škoda. Ja, ne vem, če bi tale difuzorček dal dol, ne. Ne, bomo drugič, je prelep avto. Menjamo, ajde! Ta je čist nov, ja, 22-letnik, M3 karavan, tac ga niso prej delal, včasih so bile samo limunzine. Kdo mi je dal to kapco, kaj je zdaj to? Sploh poraj to niso, ti si se prišel, dej to gor, jaz se pogovarjam, kar daj gor, a sem zdaj boljši. Tlele odpiraš pa zapiraš lopute, to je pa zdaj še boljša, ne. To bi bilo, vidiš. Tako bi se dal živiti, ne. Ja. Kaj pa to tipko, gretje volana? To je pa gretje volana, tako. Zdaj imaš te mode, ja, koliko hočeš, da je agresiven, pa če hočeš kakšne varnostne sisteme izklopiti. Ni, da ni, ja. Ma, res ni, da ni. Ker daj malo pogasil, brez skrbi, komod. Zato je, ne, da ga malo kar privablja poglede na ulicah. Ga kar porajto, se mi zdi. Gremo zdaj mi malo na lepši plac, gospod bo zaprl rampo. Še dobro, da nas je pustil, da malo posnamemo. Zdaj pa lahko začnemo znova. Zadek zaznamujejo agresivni boki z difuzorjem in po dvema zaključkama izpušnih cevi na vsaki strani. Najbolj seksi je to. Primeš čelado, vzameš, greš na motor, ala ti vera, hvala lepa, greš. To damo zdaj nazaj. Ja, tako da imaš to opcijo, da odpreš gepek. Ta glavna opcija pa seveda ta, da se ti dvigne. Noter imaš skoraj 500 litrov prostora. Če podreš zadnje zice, jih dobiš tudi skoraj 1500. Tako da je kar velik plac, orang družinski avto, ki bi se ga dal ponuditi za marsikaj. Naprimer, jaz sem prejle otroka odložil, voziček sem vrgel, brez problema noter ima placa kukrče. Aha, vidim, da mu bo mogel novega kupiti. V glavnem, ko bomo prišli po otroka, tole damo ven, otroka not,
Zdaj, kad roke skipaš, daš voziček nazaj noter in zadeva rešena. Zapremo, gremo noter pogledat, kako tu odpiramo. Ja, na Svinjanu, vse ta prav fotrovski avto, ampak kaj ćemo ta iti? Noter imamo 100 bunt, tukaj placa, samo mačkam počakajte, da vam ga zrihtam, bomo pred pokazali. A ja, ima pa tlele zadnje tiste elektronske tipke, s katerimi lahko podreš te zadnje zice. Dobro, da še malo outfit zamenjamo. Sicer nisem buhve kva velik, 173, 172, nad glavo imam velik, več kot zadost placa, pred sabo imam več kot zadost placa, odvisno tudi najbrž, koliko je velik in ogromen voznik, ampak načeloma prostoren avto. Kaj je pa primeren, mimo grede, čakaj, koliko imamo? 1, 2, ja, lej, 3 so lahko zadnji, 3. Sem na sredin roko, na srce zdaj, ne bo zdaj glih en tak orek možakar sedu. Kaj ne vam še tukaj zadnji pokažem? Tam imaš uravnavanje klimatske naprave, kar pa danes ni več tak bav. Okej. To je pa zdaj voznikov pogled iz prve vrste. Pričakate lep BMW-jev M volan, ki je zdaj lepo stran zaradi estetskega videza tam spredaj. Prva stvar, ki ti pade v oči, ko se usedeš, je tale dolg 15-palčni zaslon, do katerega imam pa tak love-hate relationship. Zakaj? Zato, ker je na touch. In mene, kot voznika, me moti, da imam neke distrakcije. Jaz rad gledam na cesto in se ukvarjam s tem, kar je pred mano. In če jaz hočem spremeniti določeno radijsko postajo, moram oči preusmeriti na zaslon in se točno tam dotakniti, da si izberem radio. Ampak pri BMW-ju so tudi na to pomislili, tako da so ti dali to opcijo, da lahko z zaslonom oziroma s tem menijem upravljaš tukaj tudi ročno. Zato, ker imaš tole take režice, točno veš, ali klikneš na mapo, ali na home, ali na MIDI, ali na telefon, ali navigacijo, kakorkoli. Točno veš, lahko gledaš naprej, se dotikaš tega in veš, na katero tipko stisneš. In v bistvu ne rabiš preusmeriti pogleda. Tako da, kar se tega tiče, BMW, bravo, ne sem imeti teh zaslonov na touch, to ni dobro. Dajmo še malo old school, meni je to bolj všeč. Seveda avto ima 1001 funkcijo, brez veze, da vam zdaj naštevam, zato so kakšni pooblaščeni novinarji. Jaz vam samo hočem pokazati avto iz mojih oči, kar jaz opazim, kaj se meni zdi v redu, pa da se imamo skupaj fajn, pa da naredimo neko zgodbo. Za revjuje pa nismo mi ta pravi, veš, nismo bolj taki fantje za jebantje. Pa še to nisem prej povedal. Kot zanimivost, spredaj ima tale 19-ke, zadaj ima pa 20-ke. Evo, napažite si oči, ker tole, kar gledate, je vrstni 6-valjni bencinski motor M Twin Power Turbo, ki proizvede 510 konjev, 650 Nm navora, od 0 do 100, puščica 3,6. Dosti imate tega, pa treba po otroka iti, veš. A ja, pa ko smo bili spredaj, a ste se že navadili na tele velike ledvičke? Meni so čisto prirasle k srcu, čeprav, ko sem jih pa prvič videl, so mi pa BMW, a se vi hecate. Ampak ne, zdaj je to, tako mora biti. Upam, da ne boste dosti preminjali tega. Jo, pa priče sem prijatelj, lej, boš videl, kako so lepi žarometi, pa kjere tele modre detajle imajo. Take majhne stvari pol na avtu naredijo tist nekaj več, ali kako pravijo. A je bilo v redu? A je bil čvrst kakec? Pa še en takle M detajlček, ne? Meni je všeč. Še ena zanimivost tegale modelčka, izdelujejo ga sami s 4-kolesnim pogonom, se pravi X-Drive, pol pa, če ti zasede malo poplesati, si lahko tamle, pa izključiš to, da ga imaš samo na zadnji pogon. Ej, modelček, koliko pa ti kaj popiješ? Po uradnih podatkih ne bi spil tam 10,1 do 10,4. Ja, cena takihle modelčkov se začne tik pod 100 000, pol je pa čisto odvisno od opreme, koliko si ga boš naložil in naložil. Seže pa tudi ne vem do kuk. Res ne vem, da kuk. Ampak tako se pa začne. Nekako smo si ga na hitro ogledali, se mi zdi. Najbrž je to eden izmed najbolj zaželjenih avtov v letu 2023. Pa tako da bi rekli, ajde dostopnih, ajde. Če povzamemo vse to, kar smo povedali, športna dinamika, družinska uporabnost, mislim, da je tole kar en tak kombo, ko opiše tale avto. Zdaj pa mislim, da bomo jaz mogel po otroka, vi veste, kdaj ga moram pobrati v vrtci. A ni Tršica rekla, kaj, 13:45, voziček mama, napokamo se, fantje, gremo noter, otrok ne sme biti lačen, žejen, treba je jeti. Sej otroci so prijetne zadevce, bitja, ampak dan sem 24 ur. Tršica, kje je moj sine? Imaš pa sine to? Jo, kako si, a si bil priden. Vidiš, oči te je prišel preiskat, kakor pa navad. A veš, koliko je ura? Sej ne ve, koliko je ura. Greva. Mamica je zdaj makarončke skuhala. Težko je biti oče.
Sicer tega še ne vem, zdaj igramo, ampak enkrat bo pa ta hudič, ta prav. Ok, še malo počakaj. Zdaj pa, ti prideš lepo takole. Praktičen avto, a? Vržeš noter, placa kukar češ. Pazi glavico, vidiš? Ajde. Evo, čičava, zapneva. Evo, sine, zdaj pa tako, ker sva se zmenila, peljem te v Portorož, na kepca sladoleda, sem da boš tih, da boš mamici povedal, kako sva se imela fajn. Nič govoriti, kaj sva mi do počela. Zmenjeno. Ja, dolg je bil dan, ampak brez pomoči Blitz medije ekipe mi tega ne bi uspel. Brez pomoči SK Trade mi tega ne bi uspel. Upam, da bo dober video prišel. Zdaj pa pejmo še v Portorož, sineta pelat na sladoled. Pejte z mano, ajde. Gremo se kopat. Kam? V Portorož, Portorož. Gremo se kopat, kam? Gremo se kopat, kam? Gremo se kopat, kam? Gremo se kopat, kam? Portorož,